Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o bolečini v vratu. In to zato, ker je mene osebno nekaj usekalo v vratu pred 4 dnevi in začel sem raziskovati, kaj je vzrok za to bolečino. Seveda, lahko bi marsikdo rekel, da sem si poležal vrat, in dejansko sem prejšnji večer gledal dolgo časa film, kjer sem imel vrat precej nategnen, raztegnen, ampak to ni bilo prvič. Velikokrat sem že gledal zvečer več ur filme v postelji, pa se mi nikoli ni pojavila taka bolečina. Zato sem se odločil pobrskati še po drugačnih vzrokih za ta Hexenschuss. Pri skupini Destiny, ker študiram povezavo med miselnimi vzorci in bolečinami na fizičnem telesu, sem našel tudi audioposnetek oziroma 2 audioposnetka, ki razlagata specifično, kaj pomeni bolečina v vratu. In to je povezano z stanjem, ko gledamo nekega človeka in ga imamo za nekaj več, ker ta oseba recimo zelo veliko ve, ga imamo za nekega recimo učitelja, modreca, guruja, in gledamo k njemu navzgor. Torej imamo glavo obrnjeno navzgor. Gre torej za odnos, ki ga vzpostavimo med sabo in med neko osebo, ki jo občudujemo, ki se nam zdi vredna zgleda in od katere se želimo učiti. In namesto, da bi se zavedali, da je ta oseba tudi na začetku bila manj vedna in se je potem skozi čas naučila določenih stvari, enostavno to osebo povzdigujemo, jo naredimo več vredno, jo imamo kot za neke vrste boga in na ta način vzpostavimo to polarnost med nami in to osebo. Torej imamo posledično sebe za nekaj manj. In lahko seveda tudi pogledamo v svojem življenju, če smo imeli kakšen podoben, vendar obraten odnos za kakšno drugo osebo. Torej, da smo se samega sebe želeli povzdigovati, ko smo želeli prikazati drugim, da smo mi nekaj več, nekaj bolj vredni, ko smo želeli pozornost od drugih oseb, zato da bi se dobro počutili, zato da bi nas drugi sprejeli, da bi nam dali tisto, kar si želimo. In če pogledam v svojem življenju, kako sem vzpostavljal take odnose, vidim, da v težnji, da bi našel resnico, kako celotno stvarstvo deluje, sem sledil in poslušal razne učitelje, duhovnike, guruje, znanstvenike in se čudil, kako da imajo tako visoko zavedanje, kako da imajo takšno znanje in ali bom kdaj tudi jaz dosegel tako stopnjo zavedanja. In sem se potem posledično zdel majhen, nemočen, nesposoben takih veščin, takega dojemanja, kot ga izražajo drugi. Vendar po drugi strani lahko tudi vidim, da sem v svojem življenju imel težnje oziroma še vedno imam nekaj teženj
po temu, da bi tudi sam pridobil neko znanje, in to sem potem večinoma do sedaj uporabljal z namenom, da se drugim prikažem kot neka bolj pomembna oseba, kot nekdo, ki več ve od drugih, in sem to znanje uporabljal zato, da bi me drugi povzdigovali, občudovali in dali meni tisto, kar si želim od njih. Takšen odnos je očitno povzročil bolečino v mojem vratu, kajti v zadnjem času sem bil predvsem v razcepu, koga slediti, od katerih virov proučevati informacije. Zlasti sem odkril dva vira, ki sta zelo zanimiva. Prvi je ta, ki ga sledim že 7 let, to je Destiny gibanje, ki zelo natančno pojasnjuje, kako deluje celotno stvarstvo, kaj je zgodovina vesolja, kako deluje človeški vendar se informacije iz tega vira predvsem pojasnjujejo v smislu razumevanja naših misli in čustev, da spreminjamo svoje miselne vzorce. Pri Destiny se torej ne pojasnjuje o raznih tehnoloških rešitvah, o pravnih, finančnih plateh naše družbe. In v zadnjem času se navdušujem tudi nad nekim zelo čudovitim virom, ki se mu reče Keshe Foundation. To je iranski jedrski fizik Mehrav Tevakoli Keshe, ki pojasnjuje tudi zelo natančno delovanje celotnega vesolja, vendar predvsem iz druge perspektive. Medtem ko pri Destiny se naprej začenja z pojasnjevanjem zgodovine tega nevidnega sveta, meddimenzijske realnosti, zasmrtja oziroma onostranstva, in šele potem, kako je prišlo do pojavitve tega fizičnega vesolja, do tega planeta Zemlje, na katerem smo vsi zdaj inkarnirani v fizičnih telesih. Ta gospod Keshe pa predvsem pojasnjuje zadeve iz te fizične dimenzije. Najprej začne z pojasnjevanjem elektronov, atomov, molekul, potem pa razvije znanost v smislu magnetogravitacijskih silnic, plazme in gansov, torej gas in nanostate, plin v nanostanju, in kako je plazma temeljni gradnik vesolja, osnovnega vesolja, iz katerega potem izhaja katerikoli kemični element in katerakoli energija. Sta torej dva različna pristopa k pojasnjevanju stvarstva, in tukaj sem sedaj nekako v razcepu, kateremu viru slediti, kajti na voljo imam omejeno količino časa, tako kot vsak, samo 24 ur na dan, in ne vem, iz katerega vira sedaj črpati informacije. Zato sem se odločil ozavestiti ta problem, to odločitev, kako sedaj iti naprej, kaj narediti. In poleg tega, da sedaj snimam ta podporni video posnetek v slovenskem jeziku, sem tudi napisal objavo v mojem blogu v angleškem jeziku, v katerem delam poglobljeno analizo svojih miselnih vzorcev in seveda preobražanje teh miselnih vzorcev, da si pojasnim razne svoje
notranje razdvojenosti in se potem odločim za neko smer, za neko pot delovanja v svojem življenju, skozi katero bom lahko bil v notranji stabilnosti, v notranjem miru in napredoval v smeri povečevanja svojega zavedanja in razumevanja, kako deluje ta svet. Odločil sem se torej, da bom oba dva vira proučeval in da bom potem videl, kaj bo od tistega, kar bom slišal, najbolj praktično uporabno za mene v mojem trenutnem življenju, v moji situaciji. In počasi bom posvečal svoj čas, da se vse bolj poglabljam v razumevanje sveta, da bom uporabljal vse vire informacij v neko korist, v skladu z mojo kapaciteto, z mojo sposobnostjo razumevanja, in da bom tudi potem razširjal te informacije drugim, seveda v skladu z njihovo stopnjo razumevanja. Kajti vsi ti viri imajo ogromno informacij in marsikdo še ni pripravljen za to, da bi jih razumel, da bi jih absorbiral, in če se preveč informacij hitro razširi v širšo družbo, lahko pride do škodljivega učinka. Marsikdo lahko zapade v paniko, v strah, v depresijo in tega vsekakor ne želimo povzročiti. Vabim vas, da si v povezavi tega videoposnetka preberete še objavo v mojem blogu, da tudi vi raziščete ta vir informacij Destiny in Keshe Foundation in vidite sami, kaj vam najbolj ustreza, katere informacije vam bodo najbolj koristile v življenju. Hvala za posluh in nasvidenje.